Dober dan, to je N1 studio. Ali država po propadu Adrie res potrebuje novega letalskega prevoznika? To bi precej stalo, a velika škoda nastaja tudi slovenskemu gospodarstvu. Kaj so alternative, zakaj opozicija sklicuje nujno sejo parlamentarne komisije na to temo? In glede na to, kdo sta naša današnja gosta, ali obstajajo kratkoročni ukrepi za umiritev trenutnih prometnih zamaškov v Sloveniji, kaj lahko vlada sploh naredi? Z mano v studiu je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Prek video povezave pa je z nami prejšnji minister za infrastrukturo, zdaj poslanec Nove Slovenije in predsednik Komisije za nadzor javnih financ, Jernej Vrtovec. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Upam, da bo povezava stabilna. Držimo pesti, če ne bomo pa kakšno stvar ponovili, se nič hudega, a ne, samo da se razumemo. Gospa ministrica, začela bova pa midva 1. junija, to je zdaj že mesec nazaj, ste napovedali, da boste šli na vlado po mandat, da nadaljujete z analizami o smiselnosti ustanovitve nacionalnega letalskega prevoznika. Ta mandat ste dobili dokaj hitro. Kaj je bilo vmes narejenega v smeri morebitne ustanovitve novega letalskega prevoznika? Najprej želim povedati, da se na Ministrstvu za infrastrukturo pravzaprav ukvarjamo z boljšo povezljivostjo Slovenije in to ni izključno ustanovitev novega nacionalnega prevoznika. Mi smo že objavili razpis za subvencioniranje novih linij, novih povezav Ljubljane z ostalo Evropo. Roko na srce tukaj odziva na naš prvi poziv ni bilo ravno veliko. Ta teden oziroma v začetku julija objavljamo ponoven poziv in novembra še enkrat in tam tudi pričakujemo nekoliko boljši odziv, kot je bil na prvem klicu ali pa pozivu. Druga stvar, naredili smo dve veliki študiji. Ena se nanaša na število ljudi oziroma zelo jasno pokaže, kakšno je gibanje potnikov na ljubljanskem letališču in tudi kam so se ti potniki preusmerjali. In druga, ki v bistvu temelji na teh potnikih, ekonomska analiza, ki pa jasno pokaže, da naša država zaradi slabe povezljivosti izgublja več 100 milijonov evrov letno. Tako da jaz mislim, da je vlada pravzaprav primorana ukrepati, ampak kljub temu, da mediji, bom rekla, govorite vedno znova o ustanovitvi novega prevoznika, nismo še tam. Absolutno še nismo tam in na mizi vlada še nikoli ni imela odločitve o tem, ali gremo v ustanovitev novega prevoznika ali ne. Ministrstvo za infrastrukturo in jaz kot ministrica smo pa na vladi res dobili mandat, da z delom nadaljujemo v luči izboljšanja povezljivosti naše države. Pa ste takrat pred enim mesecem ste rekli, da boste preverjali pravne podlage, pa interes pri strateških partnerjih, tudi mnenje Evropske komisije, ne nazadnje, bo, če se bo šlo v to ustanovitev, zelo pomembno. Ste vmes dobili kaj od tega? Ste kaj preverili, kaj je novega? Absolutno bo vse, kar ste naštel zdaj, zelo pomembno in tudi soglasja Evropske komisije. Vkolikor se bomo odločili, še enkrat poudarjam, vkolikor se bomo odločili, ne bo enostavno dobiti. So pa te študije, ki jih imamo na mizi, pravzaprav jasno pokazale, da edina pot, če se odločimo za novega prevoznika, je strateško partnerstvo in to strateško partnerstvo z, bom rekla, letalsko družbo, ker to pomeni vse znanje, izkušnje, slote, licence in vse ostalo, kar pride zraven. Dobro, gremo še k vam, gospod Vrtovec. Vi ste v bistvu zahtevali sklic Komisije za nadzor javnih financ, to komisijo tudi vodite. Kaj pričakujete od vlade, da vam na tej seji predstavi, kateri podatki konkretno vas zanimajo? Ja, gledajte, zdaj res letalska povezljivost Republike Slovenije z ostalimi državami je zelo slaba. To je dejstvo. S tem smo se ukvarjali tudi v prejšnjem mandatu. Vse od propada Adrie pač naprej imamo tukaj silne težave in namenjamo na stotine milijonov evrov razvoj javnega potniškega prometa od železnic do avtobusov in tako naprej. Ampak na drugi strani imamo res, kar se tiče letalstva, katastrofalno stanje. Na Komisiji za nadzor javnih financ pa želimo mi zlasti slišati študijo, ki jo je pripravil Jožef Podamjan, s katero je bila soočena tudi vlada,
pogledati, kakšni so torej te finančni vložki, v katere bi vlada, ali pa na podlagi te študije vlada nameravala iti. Zagotovo pa želim poudariti eno stvar, in sicer, da ustanovitev letalskega prevoznika brez sodelovanja kakšnega strateškega partnerja, ki ima bogate izkušnje na tem področju, torej govorimo o operaterjih, je v bistvu bi bila napaka. Ne govorimo o tem, da smo a priori proti v Novi Sloveniji, ampak da naredimo te korake zelo premišljeno, zlasti tudi v luči javnofinančne vzdržnosti. Gospa ministrica, boste to storili? Boste torej na tej seji komisije predstavili vse tisto, kar opozicijo očitno zanima v zvezi s tem, to študijo kompletno? Absolutno, mi smo tudi javno obe študiji na tiskovni konferenci zelo obširno predstavili, tako da absolutno seveda Državni zbor je prvi, ki je s tem lahko, da ne rečem, mora biti seznanjen. Sem pa na nek način vesela, da pravzaprav v tem segmentu za opozicijo ali pa vsaj z Novo Slovenijo govorimo pravzaprav isti jezik, da je treba poiskati strateškega partnerja, pa ne toliko z vidika javnih financ ali pa z vidika proračuna, ne? Ker ta študija kaže, da bi nekako potrebovali v skupnem obsegu tam od 50 do 80 milijonov evrov sredstev. Če rečemo, da polovico da država, polovico pa partner, je to 40 milijonov evrov, kar jaz še danes trdim, da je za proračun absolutno izvedljivo, in še to gre za dokapitalizacijo podjetja, tako da se ne zajeda v tiste tekoče transfere, ampak vse, kar pride zraven v tem podjetju, se pravi, treba je znati delati ta posel, treba je dobiti slote, da lahko letiš na letališče, ekipe in tako naprej, ker nikakor ne smemo dovoliti, da se ponovi slaba praksa na tem področju v naši državi, kar mislim, da marsikoga v Sloveniji tudi skrbi. Bili ste v Parizu na letalskem sejmu nedolgo nazaj. Kakšen je izkupiček? Ste morda tam navezali stike s kakšnimi novimi morebitnimi strateškimi partnerji? Mi bomo zdaj naredili kar nekaj pogovorov, da ugotovimo interese. Konkretno v Parizu sem se sestala tudi z podjetjem Air France, ampak to niso pogovori, kjer bi, bom rekla, se usedli, pa bi eni ali drugi rekli da ali pa ne. Vsi morajo videti, pogledati, kje so tiste skupne točke ali pa skupen interes, da bi v to podjetje vstopili. Seveda si pa želimo, kot sem že rekla, če bomo v to šli, še enkrat, ni še odločitve, če bomo v to šli, najti enega takega resnega, renomiranega strateškega partnerja. Ampak zakaj ste tu tako optimistični, da lahko Slovenija tu najde tega strateškega partnerja? Poznate kakšen primer regionalnega prevoznika, v katerega so v zadnjih 10-15 letih vstopili zasebniki? Mislim, Air France je primer, kjer je država v kombinaciji z zasebniki. Kroacija je v absolutno državni lasti, Air Srbija, pa mislim, da bi še Alitalia v tem trenutku v pogovorih z Lufthansa. Tako da očitno je nek interes, da se stvari na tem področju konsolidirajo. Seveda pa smo mi kot država dolžni poskrbeti za to, da Slovenija zdaj sredi Evrope z našo res zelo dobro geopozicijo ne ostane, ko govorimo o letalski povezljivosti, nek osamljen otok. Pa tukaj omejujete, kdo bi lahko ta strateški partner bil? EU prevoznik, Američani, Azijci, Arabci, kdo drug, ali vsi ti pridejo v poštev? Še enkrat povem, da pravzaprav ni še teh stvari na mizi. Evropska pravila so jasna, kaj, koliko, kdo, odvisno od kje prihaja. Mi bomo kar nekaj teh pogovorov naredili, potem pa seveda, tako kot zahteva naša zakonodaja, javnega partnerja poiskali z javnim razpisom. Če se bomo za to odločili. Še enkrat poudarjam to. Ampak to ves čas poudarjate, kdaj bo
ta odločitev potem sprejeta? Lahko imate kakšen rok že zastavljen na vladi, do kdaj morate to odločitev sprejeti? Ker dejstvo je, da od propada Adrie je preteklo veliko časa, letalske linije so pokupili, bom rekel, pobrali drugi letalski prevozniki, a ne veliko časa. Ne, jaz to poudarjam zato, ker, bom rekla, sem že prevečkrat prebrala, da se vlada že odloča o tem. Ne, ker tudi še nismo tako daleč. Mi moramo zdaj dati na mizo vse argumente za in proti. Tudi tistih proti ni, bom rekla, kar tako dati z mize, je treba se absolutno tudi o njih temeljito pogovoriti. Narediti najprej terminski plan korakov, ker Evropska komisija je tukaj zelo, zelo striktna za tole italijansko podjetje, ki je v bistvu šlo samo iz enega v drugo. Mislim, da so trajali pogovori leto in pol. Tako da trdo delo je tukaj še pred nami, preden bomo lahko rekli ja, gremo v ustanovitev. Gospod Vrtovec, vi nasprotujete ideji, da bi država ustanavljala nacionalno letalsko družbo, pri čemer bi vstopala neposredno v lastništvo podjetja. Zakaj menite, da bi bila sklenitev strateškega partnerstva z eno od uveljavljenih letalskih družb boljša rešitev in brez, da torej država vstopa v to? Absolutno, če pogledate tuje letalske družbe in njihova poslovanja, boste videli, da so v preteklosti, zlasti po covidu, med covidom, potrebovali zelo velike dokapitalizacije. Lahko govorimo o Croatiji, Lufthansi in tako naprej. In Slovenija kot mala država bi zelo, zelo težko s temi ključnimi linijami, se pravi, govorimo o 5-6 ključnih linijah, bi zelo težko imela to rentabilnost zagotovljeno. Se pravi, če bi šli v to zgodbo brez strateškega partnerja. In tukaj je pač zelo pomembno, da se lahko s strateškim partnerjem lahko zagotovi absolutno boljšo povezljivost, kar potrebujemo, in tudi dobro finančno poslovanje. Ampak vi ste imeli že, ko ste bili vi minister, na mizi eno ponudbo, pa se takrat s tem ni zgodilo nič. Zakaj ne? Drži, mi smo imeli strani Lufthansa oziroma strani pač njihovega podjetja, to je Dolomiti, smo imeli eno ponudbo, zdaj koliko je bila ta ponudba resna in tako naprej, mi nismo šli takrat še niti v same pogovore, ampak imeli smo, da bi se lahko vzpostavilo 5-6 ključnih linij, operater bi bil v bistvu Lufthansa oziroma Dolomiti, vse bi bilo sicer v barvah države in tako naprej, tudi uslužbenci bi lahko imeli, pač bi bili slovenski državljani, piloti in tako dalje. Ampak takrat moram reči, da je bila tudi znotraj vlade pri gospodarskem ministru ideja, da se ustanovi nacionalnega letalskega prevoznika. In potem je v bistvu vsa ta stvar šla z mize dol. Je pa bil za povezljivost v naši vladi, moram to povedati, odgovoren, se pravi za ustanovitev letalske družbe, je bil odgovoren minister Počivalšek, se pravi gospodarski minister. Ta pristojnost ni bila na ministrstvu za infrastrukturo. Kako je pa zdaj pri vas? A se vam tudi lahko zgodi, da vam kakšno drugo ministrstvo to potem blokira? Glejte, zdaj jaz najprej želim jasno povedati, da seveda po tem sklicu pa tiskovni konferenci gospoda Vrtovca sem želela to ponudbo, ali kako razlagajo na Ministrstvu za infrastrukturo, najti in je seveda ni. Tega v uradnih dokumentih zavedenega ni. Ne vem, kako so se pogovarjali, ne vem, kdo je te ponudbe dajal. Našli smo, in to isti sodelavci, še vedno so isti sodelavci, kot jih je imel minister Vrtovec, našli smo nekaj zapisnikov, nekaj opomnikov in v enem od teh opomnikov, ki so jih pisali tudi naši sodelavci, strokovnjaki za letalstvo, je zapisano, da ta ponudba, ki je nimamo, pač ne bi bila tudi ugodna za Slovenijo. Tako da kdorkoli ima kakršnokoli stvar uradno od teh prevoznikov, absolutno dobrodošlo, da nam posreduje in mi bomo z velikim veseljem se odzvali na vse stvari, ker se prevozniki zdaj tudi kar sami, bom rekla, z maili obračajo na nas, ko berejo, da pač imajo določene interese. In tukaj še enkrat poudarjam, da me veseli, da smo na isti strani, ker tudi mi vse skozi govorimo, da brez strateškega partnerja je pa to res
nemogoče in v to nikakor ne bi šli. Ampak oni nasprotujejo, da bi država sploh vstopala v lastništvo. Jaz jih ne razumem tako, ker strateški partner je točno to. Strateški partner je partner v podjetju. Lahko imenujemo za strateškega partnerja tudi tistega, ki dobi subvencije, ampak jaz mislim, da enako razumemo. No? Skratka, strateški partner pomeni partner v podjetju. Gospod Vrtovec, ali vi torej enako zdaj razumete z gospo ministrico, kaj je to strateški partner, ali država vstopa v to podjetje ali ne? In kaj pravite? Pravi ministrica, da na ministrstvu v resnici niso našli tiste ponudbe, o kateri govorite, da samo nek opomnik ali nekaj takega. Glejte, mi dobili smo ponudbo, sem pa dejal, da se v bistvu še nismo niti začeli pogovarjati v tem primeru z Lufthanso, da bi z Dolomiti kot operaterjem lahko izpeljali celotno zgodbo. Je bila pa zgodba absolutno zanimiva za začetek pogovorov. Kot sem dejal, takrat je bil še vedno interes, da se ustanovi državno letalsko družbo strani Ministrstva za gospodarstvo. Ne povem tudi, da je bilo zaradi tega tudi v Recovery Fundu predlog, da se dobi tudi evropska sredstva za to, ker je potem Evropska komisija zavrnila. No, ampak kar se pa tiče opomnikov in vseh teh stvari, gledajte, mi smo enako kot verjamem zdajšnji uslužbenci na ministrstvu in ministrica zelo se trudili v tistem zahtevnem času povedati, da bi izboljšali letalsko povezljivost in da bi lahko kdorkoli prišel, ne samo v Ljubljano, ampak imamo tudi letališče Maribor, v bistvu sameva. In imamo mogoč potencial, da ga lahko razvijamo tako v Ljubljani kot v Mariboru. Je pa res, da tukaj bi rad izpostavil eno drugo pomembno stvar, in sicer nizkocenovnike, se pravi nizkocenovni prevozi, kot so Ryanair, EasyJet, Wizz Air pa tako naprej. Slovenijo so tej zobšli, kar jaz obžalujem, tukaj so bile napake narejene pred 10 leti ali več, da v bistvu nismo postopili na ta način, kot primer sosednja Hrvaška, ko veliko namenja tudi finančnih sredstev na ta del, da zagotavljajo prevoze turistov, nizkocenovci iz v bistvu cele Evrope po naprimer Hrvaški Dalmaciji. Se pravi, tukaj imamo še priložnost, da se pripravili nazaj, se pravi postaviti na tirnice glede nizkocenovcev in zagotavljanje povezljivosti tudi skozi njih. Ne samo skozi letalske družbe z partnerjem. Sem pa vesel tega, da v bistvu vlada razmišlja v bistvu tukaj podobno. Ne samostojna letalska družba, ampak v bistvu strateškim partnerjem. Mogoče sam en podatek, ker prej nisem odgovorila. V vseh naših postopkih, tudi v delovni skupini, ki je bila imenovana na MZI-ju, sodeluje tako Ministrstvo za finance kot Ministrstvo za gospodarstvo, tako da vsi sklepi, ki so bili sprejeti na tej delovni skupini, so bili sprejeti soglasno in mogoče imam tukaj pol nekoliko lažje delo, kot ga je imel kolega, če je minister za gospodarstvo pel svojo zgodbo, on svojo, tako da mi smo tukaj absolutno enotni in v vseh korakih skupaj. Gospod Vrtovec, zakaj pa ste vi izrazili skrb, da bi bila nova nacionalna letalska družba ustanovljena zgolj za učinkovitejši prevoz potnikov za drage letalske vozovnice v Bruselj, v bistvu javne uslužbence? Odkot ta skrb? Ja, gledajte, jaz se spomnim nekoč, koliko so bile cene, se spomnim 500 plus evrov, 600, 700. Jaz se tega spomnim, mislim, da parkrat sem letel s to drago karto tudi v poslanec državnega zbora. Jaz mislim, da ta pristop bi bil potem absolutno napačen, ampak da se treba obnašati tržno gospodarno tudi do davkoplačevalcev, tudi tistih, ki potem potujejo na te izbrane linije, ne glede na to, a to v bistvu letalska družba v državni lasti, ampak da se treba obnašati pač ekonomično v skladu s vsemi normami. Torej, glede tega sem izrazil bojazen zakaj, ker se spomnim, kako je imela v bistvu Adria zelo drage letalske karte do ključnih mest, od Münchna, Pariza, potem Bruslja, kot sem že omenil, v bistvu so pa bili te avioni, so bili polni, ampak koga, javnih uslužbencev letalske karte pa plačevala v bistvu država. Mogoče informacija, mi smo želeli v teh študijah res pokazati realno sliko.
Nismo želeli napihovati, kako je morebitna ustanovitev letalskega prevoznika samo pozitivna zgodba in tako naprej. Zato se tudi jasno kaže, da bi ta družba prvih nekaj let poslovala z izgubo. Zakaj? Zato, ker smo v projekcijah upoštevali, zdaj sem se spomnila tega, ko je gospod Vrtovec omenil, povprečna cena vozovnice, kupona, je v naših izračunih upoštevana 134 evrov in povprečna zasedenost letala 64%, kar pomeni, da smo pri teh številkah, si upam trditi, na varni strani. Skratka, da se zgodba ne more potem zapeljati slabše, kot smo mi v teh trenutkih predvidevali. In 134 evrov pa, jaz mislim, da v današnjih časih je kar razumna cena. Seveda to ne pomeni za vse, pa na vseh letih, to je povprečna vrednost kupona. No, ampak če boste dobili strateškega partnerja, verjetno bo tudi on imel kaj besede pri tem, kakšna bo cena letalskih vozovnic. Ni nujno, da bo potem tako mislil. Absolutno, in zato, ker te partnerji poznajo posel, vejo, kako se to dela, sem prepričana, da ne bodo želeli poslovati z izgubo. Če pa ti ceno vozovnice nastaviš na 700-800 evrov, pa je vprašanje, kje boš dobil potnike za to. Je pa dejstvo, to je pa tudi treba povedati, da ko danes državni ali pa javni uslužbenci potujejo v Bruselj, morajo zato, ker so slabe povezave, enkrat ali dvakrat prespati v hotelu, kar pa enako obremenjuje proračun oziroma javno blagajno. Ja, pa še čas, pravzaprav, ki tudi ni zastonj gre. Tu ste enkrat rekli, da pač vsaj en jutranji let tja in večerni povratni let, da to bi bilo... Tako je bilo in mislim, da so bili te leti res bolj zasedeni in ta je bila ena od bolj rentabilnih prog Adrie. Kaj pa letalska družba Amelia, ki je v bistvu registrirana v Sloveniji, pogovori z njo neki so, ima 19 letal, to je recimo več, kot jih ima hrvaška letalska družba, leti pa zunaj za Francoze. Tudi za Air France, ja. Tudi, da dogovor z njimi ni možen? Nismo še tako daleč, da bi se z vsakim posameznikom ali pa z vsako to posamezno družbo dobili. To nas čaka pač v naslednjih mesecih. Ampak odgovora, kdaj bo ta odločitev sprejeta oziroma kdaj bo jasno, ja ali ne, tega pa nimate še v bistvu. Ne, zato ker je to, bom rekla, bi bilo veliko preuranjeno točno določiti, kako je kaj, zato ker res moramo v ta terminski plan vključiti pomemben stvar v tej zgodbi, to je pogajanje z Evropsko komisijo. Dobro. Pogovore, da ne bom rekla pogajanje, pogovore. In oni so zelo striktni in zahtevni v tej smeri. Bomo z zanimanjem to spremljali. Gremo zdaj še k drugi aktualni prometni temi. Že kar nekaj tednov je v bistvu stanje na slovenskih cestah še posebej slabo, zastojev je več kot prej, seveda tudi kot posledica del in vztrajnega povečevanja prometa pri nas. Samo en primer bom dal, pa jih je res veliko. Z vseh koncev Slovenije prihajajo. Bravka se že leta vozi na relaciji Maribor-Ljubljana, doslej je imela rekord in to pri 2 prometnih nesrečah 2 uri 15 v eno smer. Zadnje tedne pa tudi, ko ni nesreč, v povprečju porabi 2 uri vsak dan od Maribora do Ljubljane. Ali obstajajo, gospa ministrica, tudi kakšni kratkoročni ukrepi, ki jih lahko vlada sprejme? Kratkoročnih ukrepov, ki bi, bom rekla, takoj zmanjšali promet na cestah, nažalost ni. Je pa res, da zdaj ta teden, ko pravzaprav so v Sloveniji že šolske počitnice, je stanje na naših cestah bistveno drugačno. In prav to, prazniki v sosednjih državah, delovni dan v naši državi je tisto, kar povzroči največje gneče. Veliko se dela na infrastrukturi, ja, tudi to so razlogi za zastoje. Mislim, da smo prejšnji teden podpisali pogodbo z Darsom glede digitalizacije upravljanja prometa, kar bi tudi lahko nekoliko olajšalo te upravljanje z prometnimi tokovi. Skratka, prej bi vedeli, kje so, lahko bi tovornjake prej izločali in tako naprej.
investicije v železniško infrastrukturo bodo prav gotovo pripomogle k temu, da bomo lahko več tovora dali na železnice, ampak to vse ni čez noč. Tako da tisti, ki lahko gremo v službo brez osebnega avtomobila, naredimo to, pa bo mogoče naša pot lažja, bolj mirna, ko se pa odpravljamo na dopuste ali pa čez vikende, pa apeliram, da pač zberemo termine, za katere vemo, da so manj obremenjeni. Slovenija ima tranzitno lego, ki smo je zelo veseli, kadar gre za slovensko gospodarstvo, in to so pač tudi posledice te dobre lege. Ali pa, če že javnega prevoza ne moremo uporabljati, da se nas recimo več v enem avtomobilu vozi. To pa sploh smo Slovenci unikatni, ker pravzaprav smo v vsakem vozilu sam. Zdaj, glede vinjet, je predsednik vlade Golob ta teden na poslanskih vprašanjih rekel, da je dal pobudo na Dars, da so oni pripravili predlog, kako spremeniti cenovno politiko vinjet, kakšni bi bili učinki spremembe cenovne politike, če bi šli v nočno, dnevno tarifo oziroma različne urne tarife, in da ta odgovor še pričakuje. A ga je dobil, a ste ga dobili vi na ministrstvu? Govorimo o cestninah, ne vinjetah za osebna vozila, govorimo o cestninah za tovorna vozila. Mi smo dobili prvi osnutek, želeli smo še nekaj dopolnitev, da vidimo njihovo videnje, kaj bi pomenilo, naprimer, da v nočnem času drastično znižamo cestnino, a bi to pripomoglo k temu, da se tovorna vozila bolj množično vozijo ponoči, ko so naše avtoceste skoraj prazne. Ob tem pa opozarjajo tudi na nekaj drugih stvari, naprimer varnostni vidik. Vožnja ponoči je vsekakor bolj nevarna kot vožnja podnevi, ampak jaz mislim, da do konca tedna bomo predsedniku vlade to skupaj z Darsom lahko zagotovili, potem bodo pa pogovori stekli naprej. Tudi tukaj pa potrebujemo soglasje Evropske komisije za kakršnekoli spremembe. In koliko časa bi potem lahko trajalo, da bi do te spremembe prišlo, glede na to, da morate čakati še Bruselj? Ja, nemogoče v tej poletni sezoni. Gospod Vrtovec, kaj pravite vi na to, ali imate vi morda kakšne predloge, ki bi lahko kratkoročno izboljšali prometne razmere na slovenskih cestah? Slišite ministrico, pravi, da takšnih pravzaprav ni. Glede, ta ukrep, ki ga predstavil predsednik vlade v odgovoru na poslanska vprašanja, je bil že dan strani, mislim, da je poslanskih skupin. Tukaj je vprašanje, koliko je to izvedljivo v skladu s samo zakonodajo, ampak je ena izmed možnosti, da se potem avtoceste obremeni ponoči, se pravi, da so nižje cestnine. Mislim pa, veste, da ne bomo dosegli s tem končnega cilja, in sicer, da zjutraj ne bo prometnih zamaškov. Jaz sem v stališču, tudi ko sem bil minister, in sicer, da je pač potrebno še naprej pospešeno vlagati v javni potniški promet. Tukaj pa veste, da nakupi novih vlakov se dogajajo v bistvu zdaj že 4-5 let, da železnice so ena priložnost, problem pa je naša stara v bistvu železniška infrastruktura. Ampak tudi tukaj vem, da se vlaga in tudi z evropskimi sredstvi veliko finančnih sredstev v razvoj železniške infrastrukture, imamo pa težave, kot na primer umeščanje drugega tira Ljubljana-Kranj v prostor že več kot 10 let, umeščanje drugega tira Ljubljana-Kamnik smo začeli, mislim, da 4-3 leti, tam nekje, ne vem, kje so zdaj postopki, in te postopki trajajo predolgo časa. Če bi želeli imeti hitro železniško povezavo Ljubljana-Maribor, na primer, pač bi samo umeščanje brez spremembe zakonodaje skoraj 20 let. In na tak način država v bistvu javnega potniškega prometa ne more izkoristiti v polnosti. Tega, ker imamo vrsto birokracije, in birokratskih postopkov, ki pač ovirajo razvoj javnega potniškega prometa, da posodobimo infrastrukturo. Kar se pa tiče še ene pomembne stvari. Zelo hitro bi lahko prišlo do tretjega pasu med Domžaljami, naprimer, pa med Domžaljami pa Ljubljano. Tam pa vem, da je prišlo do presoje vplivov na okolje, lahko bi se gradnja že začela kot državna dela v javno korist, pa v bistvu je bilo nekaj pritožnih
in sedaj smo sredi postopkov, ki so vplivali na okolje, ki pa veste, da spet en postopek v tej državi, ki traja zelo dolgo časa. Jaz mislim, da tretji pas bi rešil določene zagate. Največ zagat, to pa ni kratkoročno ukrep, zagotovo ne, pa je decentralizacija Slovenije. Preveč ljudi se vozi v Ljubljano na delovno mesto, če bi imeli skladen regionalni razvoj, bi bila kakovostna delovna mesta tudi drugod po Sloveniji, in bi se lahko v bistvu s tem tudi zmanjšal seveda pritisk na samo mesto in po samih odpadnicah. Ampak tudi to so vsaj srednjeročni, če ne dolgoročni, drugače pa absolutno Dars to okoljevarstveno presojo vplival na okolje za upadnico iz Štajerske in iz Primorske je pravzaprav že začel, tako da tukaj lahko pričakujemo premike naprej, ampak vprašanje je bilo kratkoročno, tako da za dolgoročno pa lahko nekaj projektov še naštejemo. Ja, zdaj, kar se tiče umeščanja v prostor, je seveda tu drugo ministrstvo, a ne za naravne vire in prostor, gospod Brežan pa celotna vlada. Absolutno celotna vlada, ja. Zdaj, ali bi bila, gospa ministrica, dokler je stanje takšno, kot je, morda smiselna ponovno vzpostavitev avtocestne policije? Preverjanje ali pa nadzor na avtocesti je absolutno dal določene rezultate, tako da v mojih očeh je ta korak absolutno smiselen, ne pa izpeljan na način, kot je bil izpeljan pod prejšnjo vlado. In z ministrom za notranje zadeve sva v pogovorih, da v bistvu oblika nadzora na avtocestah ostane strani policije. Treba bo najti samo zakonito in takšno, kot se v bistvu lahko izvaja. Prejšnja vlada je pa tukaj mogoče malo rokohitrsko poskrbela za določene stvari, ki niso bile narejene tako, kot je treba. So pa rezultati na področju varnosti bili vidni. To je pa dejstvo. Torej, čeprav razumem, pogovori z notranjim ministrom o tem so, ampak zdaj to ne pomeni, da boste šli ponovno ustanavljati. Saj v bistvu ni pomembno, kako se temu reče, pomembno je, da so policisti tam, kjer morajo biti. Dobro, bomo seveda tudi to z zanimanjem spremljali. Gospa ministrica Alenka Bratušek, najlepša hvala, da ste bili gostja N1 studio. Hvala za vabilo. In seveda lep pozdrav tudi bivšemu ministru, zdaj poslancu Nove Slovenije, Jerneju Vrtovcu, da je zdržal z nami. Hvala lepa in lep pozdrav. Najlepša hvala, se še enkrat opravičujem, povezava res ni stabilna in sem zelo veliko daje preslišal. Razumljivo, brez problema. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte še naprej našo spletno stran n1info.si, kjer sproti objavljamo vse informacije tudi o prometnih zastojih v državi. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.